Evo, danes bom posnel nek video na neko vašo temo. Preden začnem, bom mogoče najavil tale Faktor special v živo pred publiko, konec tedna. Danes smo ponedeljek, četrtek in petek. Četrtek Ljubljana, gostišče Livada, petek Maribor, Maribox. Zdaj, če boste prišli, če bo zgledno število obiskovalcev, plačali pa boste neko vstopnino. In da vidimo, a ste za ali niste, ker tole zdaj pro bono snemam, ker je to dobro za družbo. In tudi izpostavce s kritično mislijo proti nekim čudnim družbenim trendom, tako rekoč proti vladi, je plemenita stvar, ampak da dobim pa pol pa neko policijo na dom, ne, a mi je tega treba, da se tam bockam z levim režimom po sodišču, je tega treba? Mislim, vse me podpirate. Par dni nazaj mi je en plele iz Dolenjske žakelj krompirja prinesel, vi se še za nas borite. Je rekel, ja, vi se boste pa izkazali tako, da boste prišli, plačali vstopnino in bili prisotni, debatirali, se bomo po oddaji pogovorili, ponedeljek, torej četrtek, ponedeljek naj bi bila nova sezona Faktorja. Vprašanje, če bo, še ni ziher. Ampak tale v živo pa bo. V četrtek se bo dalo z mano malo diskutirati, tudi v petek, ok, verjetno tudi za Ljušem. V Ljubljani bo Boštjan Marko Turk, Mariboru pa Bojan Požar. Tako da, evo, to je bil nek napovednik. Zdaj bom pa prišel na rubriko Pogovor, že 23. po vrsti. Lahko bi bil vaš zakaj, moj za to, ampak to imam za neke podcaste, se pravi tisti, ki se želite izpostaviti v nekem pogovoru z menoj, se lahko pač zmenimo, se pogovarjamo, to posnamemo, bodi si po Zoomu, to jaz delam, ali pa v živo, ne vem, to pa preko telefona, ali pa, ne vem, zadnjič je Ksenija angažirala sina, pa je to posnel in imate super podcast o narcizmu, patološkem narcizmu oziroma psihopatih, pa odnosih. To si pogledajte, res dobra stvar. Lahko bi še ure in ure govoril, ampak 1 ura je pa tako gledljivo. Potem po naročilu, če kdo hoče, ne, se moram pa malo pripraviti. To pa stane 100, 200, 300 evrov, odvisno od dolžine videa, ki ga posnamem, če pač želite moje mnenje. Ampak tole se je pa obrla na mene mlada mamica, tole lokalka ena, me pozna, celo tikamo se, malo starejša je kot moj sin, ta starejši. Najprej po e-mailu se na mene obrla, potem pa v živo, torej v živo. Po telefonu sva se še pogovarjala, zbegane, ko, ne vem, ko bi rekel, kar otopela od te svoje zbeganosti, misle, kako ve, pa pridejo na svet otroci, pa nekega sina je še hendlala, pa hčerka prišla. Pa tudi hčerko bi hendlala, ampak pa tandem, se pa hčerkica pa sinček malo začneta med sabo, ne, pa kaj v noge, med noge gledata, ne, pa lahko pa stane pa kriza. No, v tem kontekstu se pač na mene obrla, ona sa zbegana, mož je nek zdrav kmečki fant, rekel, nima pojma o ničemer, sploh pa ne v teh mehkih znanjih, o gor spravljanju, ta pa dela na sebi, se ubada z vzgojo oziroma gor spravljanjem otrok, poglobljeno razmišlja, bere, študira moje podcaste, pač posluša, ker so baje najbolj poučni, itak, da so to najbolj poučni. Res se da veliko naučiti, če se pazljivo poglobite vse, kar povem v teh, predvsem tistih podcastih, ki sem jih sam imel s Tanjo, 29 podcastov v preteklih 3 letih. Pa teli video so tudi poučni in zdaj sem rekel, da bom odgovor, ki sem ga njej že dal, posnel pa video, ona je to dovolila in zdaj pa gledajte, ne rabite gledati, poslušate lahko in čudite se. Tudi vi, če ste še v fazi, ko nameravate imeti otroke, to ni tako enostavno otroke imeti, ne?
Ok, naj zdaj predstavim tale problem. Takole mi je nek rezime sem si pač napisal. Znanka ima tega sina, sem že rekel 6 let starega in 2 let staro hčerkico. Nedavno je slišala iz kopalnice neko njuno hihitanje, ne, veste, otroci, pa potušem sta bila. Radovedna je poškilala v kopalnico, šla je pogledat, kaj delata tele dva in videla sceno, ki nekako ne gre iz glave. Oba sta bila pod tušem in ta mala se je prslinila, bratcu, ki se je tuširal, ne v banji, ampak po tuš kabini, kako že ima. Tako da 2-letnica ne more kar v bano spledati, tudi lahko, ne? Ampak po tuš pa lahko gre, se malo sleče, pa gre noter. V bistvu je hči kar sama prišla v kopalnico in ga večkrat prijela, rekel šlatala, ga vlekla za lulčka. Itak, ona ima tam luliko, on ima tam pa mezinček, skozi katerega lula je pri 2 letih že ugotovila. To je drugače ojdipalna faza, falična faza, obdobje kastracije, tam se to dogaja pri 3, 4, 5, 6 letih. Ok, tudi malo pozneje lahko, ampak ne pa že pri 2 letih. Ampak tale mamica pa mene preseneča, ko pravi, da 2-letna punčka tole kaže nenavadni interes za bratovega lulčka. Zadnjič sem posnel video, ko je mamica zaprepašeno govorila, kako se pa njena 5-letna hčerka navdušuje za očetovim lulčkom. Hm? Čist kaj bi pa z njim ja igrala, bi se z njim, ne? Če ga bi imela, ga bi se pa z njim igrala. Sem tudi posnel video, pejte nazaj, zdaj ne vem, ali je to pogovor, ker tole bo rubrika pogovor. Tema je zagatna, gravitira v infantilno seksualnost. Se pravi, tale tema se je začela igrati z bratovim lulčkom, on pa ves navdušen. Bog ve zdaj, ali je imel kako erekcijo otroči, torej fantki pri 6 letih, seveda imajo erekcijo, se imajo že dojenčki erekcijo. Deklice, ne, nam rekel pri 2 letih, ampak tam pri 4 letih pa že lahko orgazm doživljajo, fantki ne. Ta kontekst ni tako enostaven, ne. Ne moremo ga tako z levo roko obravnavati, če se kaj nadgradi v tem sektorju igranja zdravnikov, ki gravitira lahko, ali ta infantilna radovednost, spolna vzgoja, v sektor spolne zlorabe. Pazite, to ni tako enostavno. Zato tale mamica, lokalka, ki pa spremlja mene, pa ve, da to ni tako enostavno in se ji zdaj greje glava. Hči je, torej, pol pa tale zaprepaščena mamica, hčer vzela iz kopalnice, jo obrisala, pol pa sinu, ne, hčerki ne moreš 2-letni razlagati, ti veš kva, bratovga lulčka se pa ne dotikati, pa ga vleči, pa tako naprej. Pa tist spodaj, tiste jajčke tudi nič otipavati, pa sebe pol žgečkati po luliki, ne more to na tak način hčerkici, ampak je pa sinu 6-letno pa nekako razložila, zdaj pa jemu ni grozila, ampak razložila, da to naj ne delata, ko greta po tuš, naj si sin zapre vrata, zapre tuš kabino, da ta mala nima kaj, če se zmuzne, ne, ker zdaj to zanima, ne, preveč, prehitro. Naj on to poskrbi, da ta mala ne bo šla not. Pa ne zdaj toliko, rekel, že zdajle povem, ne delati galamo okrog te golote pa lulčka, ampak tudi bo vse moker, ne, zavit v neko celofan, bo vse moker, pa ta mala je oblečena, pa bo mokra, ne to dela, ta mala ti se stoširi, obrise, ne se tam preveč izkazovati, ker ta mala je preveč, jo to zanima, pa prehiter, malo se mu da to povedati. No, či je pa potem, včeraj je pač vzela, in zdaj vsa zbegana sprašuje, če je naredila prav, da je zdaj to tako prekinila. Zdaj bi na prvo žogo rekel, ja, prav je naredila. Samo to, kako se to naredi? To se mora narediti brez drame. Ne? To je treba narediti, če mogoče se to ponavlja, pa če preveč neke euforije, nekega užitka, nekih čustev investiranih v ta infantilno-seksualni kontekst, to je dobro prekiniti, ampak ne z dramo.
z nekim rompompomom, ampak tako po ovinkih, ne, pa bo spet moker, ta mala besem, sem ti rekla, mislim, zdaj 2 letnice ne moš to razložiti, ampak sinu se pa lahko dopove, da tuširanje je stvar tudi, bi rekel, ne nazadnje intime, ne. Jaz upam, zdaj to nisem spraševal, koliko so goli, ne? To menda ve, da golota ne sodi v ta družinski milje, da so tam vsi goli, ne bom rekel pa košta voli, pa boli jih patka. Ne? Ni to tako enostavno, da se boste starši goli sprehajali po kuhinji, po stanovanju, pred svojimi otroci. Otroci so lahko malo goli, pa tudi ni fajn, da se mora se kultivirati, da se kar gol, to ima že. Ne pa kar, rekel, tudi te najlon plaže, pa bazeni, so kopalke gor. Ja, zakaj pa? Zato, ker strici ne pstijo, ker se lahko kdo pokaka. Se ni treba vse povedati, da je pač to za razvoj duševnosti pravilno, da se genitalije skrivajo, za razvoj normalne seksualnosti. In ne utruja zdaj z unimi, vse nagi se rodimo, neke mamice, vse golota pa ni nič kaj taza, vse nagi se rodimo. Ne se zdaj bavati s tem, no. Otroku se dogaja not misli, ki se ne bi smele dogajati prezgodaj, na temo razlik med spoloma v genitalnem smislu. Tako da, ok, mogoče malo več bom pol povedal. Skratka, potem sva se to po telefonu nekaj slišala, pa napisala mi je še, ne. Begajo me tudi sinovi poljubčki, ki jih daje hčerki. Ne, ko bi rekel, zdaj, ni zdaj glih rekla, da jo zaliže, ampak večkrat sem ju ujela, videla sem jih, oba dva, ne, bolj sin daje teli svoji sestrci, hčerki, ljubčka na usta, ne, se to vidi tudi med očetom pa mamico, kar je ena stvar, ampak pol se poslavljajo, pa kam gre, si tudi ljubčka na usta dajejo. Dajte ljubčka na čelo dajati, pa na lička, pa tako naprej. Ker ta sinček potem zaliže svojo 2-letno sestrco, verjetno tako kot oči, mamico. Ne? To je zaliže 2-3 sekunde traja poljubč francoski. Zdaj, a kuk ima usta odprta, ni na ustka, ne? Pa še kakega jezička ven. Ne, se to heca, to ni, ne. Se mi zdi, da ni čisto navaden ljubček. Mamici se zdi, pravilno se ji zdi, ona to vidi. Jaz nisem to videl, rekel, hej, čakaj mal, ne, to pa ni, to je francoski kis z nekih erotičnih filmov. Sicer je sin zelo nežen, karakterno čustven, ja, kdo pa ni, no, mislim, ok, nežen. Fantki so tudi razposajeni, samo to ne pomeni, da niso čustveni, pa da niso, ne znajo nežni biti, ne, v primernih okoliščinah. Zelo rad se crklja in objema, tega se je navzel, kar je čisto v redu. In tudi mi kot družina, to priznava, si za dobro jutro ob odhodu in pred spanjem damo ljubčka na usta. Ne na usta dajati, oči pa mami si dajeta na ljubčka na usta, pa ne se glih zažvaliti z jezičino, ampak tako na usta, otroci pa starši si pa dajo ljubčka na čelo, pa na ličko, ne na usta. Če mene vprašate, zdaj bi se pa mene vprašali, oziroma tale je mene vprašala. Ona pa sprašuje, ne, vsa zbegana, ali so taki ljubčki na usta sploh okej? Ko niso okej tok, ne? Če že glih mene vpraša, niso tako okej. Oziroma, tam pa tam je kaj na usta, oči pa mami že. Ampak ne, francosko, ne, nežno, tako, oči pa mami na usta, mi pa na ličke. Ona dva se imata na drug način rada, mi otroci pa starši se mu pa tako radi, pa ljubčka ne na usta ga srati. Če mene vprašate, ljubček je ljubček, znak nežnosti, ampak usta pa vendarle imajo neko simbolno strukturo prehoda v telo. Ne? Pa je pa ta odprtina tudi kje druge. Recimo pri deklicah, kot deklica, ok, se še ne ve, da za obstoj vagine, pa tako naprej. Ampak potem pa se to nadgradi, ne, in ta erogena oralna sluznica, prekrvavljena, rdeča, pa rdeča šminka, in ustnice so pa tudi spodnje ustnice, ne, če gledate te
blondinke, kako se žnable farbajo. Tudi če v politiko pogledate, tam kakšna blondinka se najde z žnablami rdečimi. Ne, to je znamenje, nezavedno sporočilo, da je hotna tam spodaj. Ne. Zdaj, to ni pri otrocih, ampak sem rekel, poljubi na usta otrok niso ravno ok. Ne med sabo, bratje, sestre, ne starši, ampak na lička pa na čelo. To mimo grede. Zdaj, tale intuicija teli mamici, bi rekel, kar deluje. Je podkovana, ker dela na sebi, bere, se ukvarja s to vzgojo otrok, upbringing, posluša moje videe, ve, da tale golota ni tako nedolžna stvar, kot mnogi mislijo, mislite. Zdaj razno raznih LGBT, trans, feminističnih priročnikov, ne brat, ne brat, ne tega brat, to je škodljivo. Vam bo zacvrlo misel noter, možgane vam bo spotaknilo z virusi. Pa danes bi bil deklica, sinček, jutri bo pa spet fantek, pa bo pa nicajta spet deklica. Ne se heca to. Mu zjebete spolno identiteto v fundamentih in potem bi imel probleme vstopati v puberteto oziroma v tisto odraslo seksualnost, ker ga bo fundament spotikal, če ga boste v deklico napravljali, ker si bo malo zaželel. Mislim, ok, ne rečem pust, ampak samo pust. Ne pa danes bom en spol, jutri pa drug spol. Jaz bi šel pa v kiklico v vrtec. Ne? Se mi tukaj lepa kiklica zdi, ki je svetleča. Ne v kiklico, v kiklicah so punčke. Ti si pa fantek. Spol se ne da izbrati, tako poljubno. Sploh pa ne otroc. Spol je determiniran z anatomijo genitalij, ki se potem misli in razrešuje v dipalni fazi, fazi kastracije, v falični fazi. Razno razni priročniki so škodljivi, obstajajo tudi dobri, ampak dajte raje uslišati svojo intuicijo. Dajte malo študirati, imejte intuicijo, čutiti morate, spoštovane mlade mamice in spoštovani starši. Enkrat je meni en kolega rekel, ti veš ko, tale moja se skozi naga tušira s sinom, sin je pa že 5-6 let star. Pa ima pa ti spucerk tam dol, ne, muco taco, nedepilirana, unijo tam se malo z volno igra. Sem rekel, kolega, daj ti to končaj. Je rekel, meni se tudi ne zdi to v redu. Pa prav, mene pa ne sram. Ja, pička ti materna, ni tvoj sram ključen. Važno je, kako moš ti zacvrla misel sinu ali pa hčerki. Ena radijska novinarka je 4-letni hčerki razlagala, odkje in kaj je to menstruacija. Vidiš tole noter, ko se da prste gre noter, tam si ti ven prišla, tle kri teče. Vse koleo, mlada kolegica, novinarka, ne to delati. Ja, meni nič narodni. Pa nisi ključna. Punc bo zjebala hard disk. Ona ni dovolj primerno miselno usposobljena z znanostjo, oziroma znanostjo, z neko vednostjo, ni usposobljena, da bi mislila anatomijo genitalij odrasle ženske, pa menstruacijo, pa nosečnost, pa kam očetov lulček spada. Ne moreš to pri 4 letih detaljno govoriti pa razlagati menstruacijo, ker ti pa nimaš s tem problemov. Ja, ti si odrasla butasta baba, nepodučena, ker si nasedla neki anarholiberalni ideologiji o spolu. Ne? Ne. Intima se skriva, otroci ne smejo misliti. Odrasle seksualnosti in anatomije genitalij v odraslo seksualnem smislu, ker jim to zjebe miselni odtis, fundament, na katerem potem gradijo spolno identiteto, spolno željo. In vse spolne, perverzije tudi gradijo na teh infantilnih scenah. Ne, ta analna seksualna afiniteta, ta se napaja, ker otrok, deček na svoj način, deklica na svoj način, mislite, da se otroci skozi ritko rojevajo, pa očetov lulček nekaj potuje, kja noter, kam že, kja v anus. Ne, in pa če predolgo in preveč o tem razmišlja, pride do perverznosti v smislu analnega seksa, torej perverznosti. Se nam rekel, da je to ne vem kakva perverzija, ampak običajno si ljudje želijo, moški in ženske, genitalni seks, ne, vaginalno penetracijo, ne to kanalno. Toliko, nekateri sploh ne, ne ženske, ne moški.
Nekateri pa, ker so se zakalkulirali ravno v tem obdobju mišljenja, prihajanja na svet otrok, koncept ženskih spolovil, ker ne vejo za obstoj vagine, potem si pa ta anus predstavlja, da je otrok, mamica, da ga izserje, očka pa, da ga da noter v trebuščka skozi ritko, tam se kaka, pa tako naprej. Ne? Če otrok preveč na to temo razmišlja, potem v te perverze v odraslosti ven tam na tak način tolčejo. Ampak se to ni največji greh. Če se vrnem, po telefonu mi je še tale dotična še par stvari povedala, pa zapisala v e-mailu, recimo, sin pa bi sedaj rad kar lupčkal, se kar naprej lupčkal in tudi meni je že rekel, da bi mi rad dal lupčka na usta. Po možnosti takega, ko je videl fotor, da se je zažvalil z mamo. Tudi jaz bi, ne, hej, na lička ti ga jaz dam, ti pa tudi meni na lička. Pa se objameva, ne. Unih penetrativnih poljubčkov, ne to delati, ne, jezičina ven, ne se to z otrokom jeti starši. Ampak ona, tele poljube na usta, ona nekako čuti, da niso, ve, da ne paše, intuitivno je močna, ne, v nezavednem prav razmišlja. Njena glavna intelektualna jedro, intelektualno jedro, s katerim misli, je v nezavednem. Intuicija potem iz nezavednega pride v obliki nekega čutenja. In ona je rekla, tale poljubček, ki mi ga sin hoče dajati vsake toliko časa, to ni čist tak spontan poljubček, ne? Ni čist navaden, je malo preveč erotičen. Ne? Te mal, fotor to dela z mamico, ne ti. Ne? V to smer mora biti dečkova intuicija oziroma dečkova zaprepaščeno spoznanje, da to on pa ne more lupčka mami zdati na tak način. Ne? Pa ga pa ukrade sosedovi deklici na usta. Deklici sosedovi, tam ni tabujen cesta. Ne more to sestrci delati, pa bi rad, ne sme. Mamici pa tudi ne, to očka dela. Mamici. Mamica je pod fotra, tabu in cesta, mamici se ne sme želeti, če si jo želi, sledi kastracija. Na tem fundamentu potem se zgradi moralna razsodnost v odraslosti, ona postkonvencionalna. Tako je to se vse mreži, vse se nasledstvo ima, ker se v otroštvu zgodi. Se pravi, mene potem tole vprašala, koga drugega ne vprašam, če ne tebe. Ti si ekspert na tem področju. Ja, sej, pet, zdaj, vse te podcaste, 10krat jih preposluš. Ne, vsakega bom parkrat. Ker to ni tukaj, treba je tudi brati, ne. Tole knjigo je treba brati, sem si jo pripravil. To je tanka, 100 strani, vredna najbolj, ali je močna. Ne interpretacija sam. 500 strani, temno zadje imam. Tale, 3 razprave o teoriji seksualnosti iz 1901 ali kjerga, ali 5. prvega se mi zdi. Takoj po interpretaciji Sani tole napisal. Ne? Pa nam je šla 95. leta. Prevedla Mojca Dobnikar. Ta me nima rada. To je salto mortale delala, ko sem imel enkrat intervju za ono. 1905. leta je tole šlo. Studia Humanitatis, vse so verjetno podnapisi. Podnapisi, sem se dobro zmotil, ja, podnapise, veste, kje jih dobite? V mojih videih, v mojih knjigah o spolu, prvi spol, tam so podnapisi. In pa pravijo, sem brala Freuda na faksu, nisem nič razumela, zdaj pa tebe berem, pa štekam Freuda za nazaj. Ti drugače razložiš, bolj natančno, v našem jeziku. Freud je pa v nemščini iz 19. stoletja pisal, pa ti prevodi, vse so v redu prevodi. Ampak Freudova misel je tako zapletena, jaz se znam pa malo bolj enostavno povedati, tudi vulgarno, če je treba. Freud ni težk, težk je Lacan, tisti ne brat. Ker tam boste spotaknjeni, pa poneumljeni. Freuda je treba brati, biti pripravljen brati Freuda. Pejte raje neke psihološke knjige brati, ki razlagajo, kaj je Freud želel povedati. Samega Freuda ne boste razumeli, razen če ga ne študirate.
Kaj še pol napisala? Ja, tale golota je tudi muči. Kdo je napisala? Oba, sin in hči, sta tudi rada naga, ko sta v hiši. eh, Pa sedaj, ker sinu rečem, da naj se obleče v spodnje hlače, da naj ne paradira nag. Jaz upam, da foter, ne, vaš mož, ne, tvoj mož, ne paradira nag. Pa da ne hodite na najlon plaže. Starševska golota je lahko na očeh otrok naključno, za par sekund. Ne pa, da to gleda sinček nago mamo ali pa očetovga otepača. Bog ne daj, da stojkota, hčerka. Ne se hecati s tem, ker je miselni odtis, eh, posrka libidinalno energijo, se skozi z mislimi o tem ukvarja, ko ima pa zdaj tretjo nogo, pa oče, pa zakaj mu ta noga navzgor stoji, zakaj mu ne visi, enkrat mu visi, enkrat se pa podaljša, pa mu gor stoji. Ne, to hčerka ne sme pri teh letih vedeti. Lahko anticipira, ker je za par sekund nekje videla brbracu, da se je tisti mezinček v prstanca spremenil, pa po koncu postal pa trtje ratu, pa je v loku lulu, pa brez da se za lulčka držal, a oči tudi lahko. To lahko mota deklica in tudi mota po svoji glavi. Ampak to ne sme pogosto videti, ker se pol drdrajo te misli, se mislini odtis hiperinvestira, ne pride do libidinalne investicije, do bezecunga, kateksa, zasedba, ne, nabito z energijo ali pa o energetenje te misli, seksualne, ki se še ne bi smela sploh intenzivno misliti. Zato je stvar toliko bolj zapletena. Za razumevanje celega konteksta je potem tole še dodala tale podatek, tudi ni toliko nedolžen. Otroka imata še 3 bratrance, stare 11, 10 in 5 let in 2 sestrični podobne starosti. Predvsem z bratranci so tako rekoč vsak dan skupaj in so zelo povezani, pa polet tudi, po načelu svi goli, pa svi radovedni, ne, pa svi košta voline, pa tako naprej, pa zdravniki, ne se hecati s to goloto, pa bratranci na samem, pa punčka 2 let stara, pa one sestrične, če še zraven, pa so 3, 4, 5, 6 let stare, ne, imaš svoja bolj intenzivna zanimanja, ne. Tukaj treba biti previden, jih imeti na očeh, te otročičke svoje. Niso tako nedolžni, kot si vi mislite. Berite tole. In pa ima ta zdaj, niso skozi na očeh, pa zdaj skrbi, ne. A misliš, da kaj počnejo med sabo? Preveri vsake toliko cajta, preverite, kaj počnejo med sabo, koliko intenzivno se zdravnike igrajo, koliko intenzivno si gledajo, kje v lulčke grejo lulat, pa kakat, ne, kaj tam počnejo, kam kaka roka zaide, je radovedna, ne, prste kam zaide, ne. Jaz poznam veliko zgodb na to temo, ki imajo učinke, ne, ko bratci pa s svojimi sestricami išče, kje je tista luknja, ki se reče vagina. Ne, a je tam, zakaj pa ni, pa da noter, ne, pa jo razdeviči pri 5 letih, pa punca, sestrca, ne more niti ginekologu jeti pa noge tam narazen dati. Pri 35 letih panični napad, ko je treba noge narazen dati. Je to bratec naredil. Par let starejši, 7, ona je bila 5 let stara, on pa 12, 13, ne, zdaj ne more seksati. Bratec je bil kriv, sem ga klical, ker nisem s hipnozo nikamor prišel. Odkje to ima? Ja, spolna zloraba, se ne spomnim. S hipnozo nisem nikamor prišel, zato ker so otroci igrali intenzivno med sabo ginekologe. Tako da ni to tako enostavno. Ujela je, ne, tale mamica, da je ta najmlajši bratranec, 5-letni, fehtal tole, hčerko 2-letno, če bi dala malo ljubčka si. Ne? Naj mu da ljubčka, ona, daj mi ljubčka, ne, pa jo, kazga ljubčka, z odprtim ustom, z jezičino. Že to otroci na svoj način percipira. Boh ve, kaj te bratranci doma vidijo, ne, očita pa mamica nage, ker to zdaj se ne govori, kako kdo doma hodi, ne. Ali pa da še kak seks vidijo otroci, ne se hecat, ne se hecat. Ali pa da otrok kak porniče gleda prehiter, gotovo, za cel življenje, če ga prevečkrat intenzivno
gleda. Imam te zgodbe, ki so prehitro gledali porniče. Se jim je odtrgal čist na stara leta, torej po 20. letu. Že v puberteti, desnica Šakič 10-krat na dan, ker je otrok prehiter to gledal. Ali pa deklica prehiter porniče gleda, to se je čist spuzla not v glav. Lahko, ni to nujno, odvisen kako dramo na nivoju psihične realnosti naredi. Skratka, in jasno je, da dotično znanko zanima, kje so zdaj te meje otročje igrivosti in te neke raziskovalne, avtoerotične seksualnosti, ne? Kje so zdaj meje med tist, kar je še za otroka, pa kar ni več. Register odrasle seksualnosti ni za otroke. Otroci se lahko tam pa tam malo bežno poigrajo zdravnika, ne preveč intenzivno, ker jaz se spomnim, tam se ena mlada punca, tam malega 5-letnega dobila, so ga skoraj strgala, je imel plavga 14 dni. Pa smo imeli revolucijo tam v bloku, se je to zvedel, ko so delali punce 5-letnemu fantku, unek so malo starejše bile, že 10 let, so mu ga nategovale. To so zgodbe, ki jih piše življenje. Zdaj si ne zmišljujem. Obstajajo hujše zgodbe, ki mi niso prišle na ušesa, da ne rečem v misel. Logično je, da vi laiki, ne, mlade mamice, bolj mamice kot očetje. No, očetje, če ste podučen, tudi lahko delate dramo, pa imate svojo neko intuicijo. Tako kot moj kolega, ki je rekel, baba moja, ne boš ti naga z mojim sinom tele v brazgotino delala po glavu. Z mano se stoširi naga, a tis pa ne. Ker se pa kaj nadgradilo, ne. Skratka, infantilna seksualnost, o kateri je govoril Freud, je tukaj v teh kontekstih ključna. Zdaj, to sem jih veliko stvari sem mi povedal po telefonu, napisal, vam sem pa rekel, da bom posnel video s telimi teoretskimi detalji, ki si jih zdaj malo oplazil. Ne moram zdaj vsega povedati, ker nimam toliko pod vprašanj, ki jih bi rabo, da bi vi meni povedali, kaj vas zdaj muči, kaj ne razumete. Kaj ne razumete? Ne razumete tega, da otrok ustvarja. Pazite zdaj to je pa vodebovski izraz. Miselni odtis, glede na dogodke, ki jih absorbira skozi vid, lahko vročo linijo poslušal, pa sliši nekaj. Miselni odtis se mi ustvarja v glavi in ta miselni odtis je oenergeten z bencinom. Se mu reče abstraktno libido, to ni hormon. To je abstraktna kategorija iz teoretskega opusa Sigmunda Freuda. Ta libidinalna energija, oenergeti, zabezeca, zasede, kateksira, investira ta energetski potencial v vsako misel. In če se ulije v določeno misel veliko energije, ima ta misel status čustva. In ko se čustva začnejo dogajati, se pravi, ko je veliko bencina vlitega, libida v neko čustvo, potem nastane, rekel, fundament za neko poznejše čustvo, ki se rodi v odraslosti. Po načelu, da je otrok oče odraslega človeka. Vse, kar se otroku intenzivnega, čustveno intenzivnega, libidinalno investiranega dogodi v prvih 3 fazah, oralni, analni, falični fazi. Intenzivna miselna dogajanja, ki ima status čustva, ki se otrokom dogodijo, ima simbolno nasledstvo v odraslosti. Tudi v kontekstu spolne identitete in spolne želje. Zato vse te spolne perverzije, tudi motnja spolne identitete, motnja spolnih preferenc, neobičajnosti v seksualnem smislu, nastanejo v otroštvu. Geji nastanejo v otroštvu. Ok, lezbike tudi te radikalne, ampak ženska je marsikatera lahko pač prakticira seks z istim spolom, ker še ni neka lezbika. Tudi če to ekskluzivno dela žensko, ona lahko v eni točki preklopi na moške. Če ima pač fundament, ta oidipalni, povezan z očetom, dosti normalen. Zdaj, tale sin je sredi oidipa, bolj proti koncu oidipa že. On že veliko ve, pri 6 letih, ne? In ga zanima zdaj ta deklica, ker mamica, če pravilno razreši oidipov kompleks, naj bi bila od očeta,
In očitno ni to čist ponotranil ta otrok, ker bi se z mamico malo zalizel. Ne, očka dela z mamico poljube, tudi po noč skrb spita. Bog ne dej, da deček spi z mamico. Tam pa tam že, ne. Sobote, nedelje malo preleze, če je bolan, mogoče celo noč. Tam pa tam, kadar je bolan. Sem Bog ne dej, da je pa skozi bolan, ne. Ker je bolan zato, da je lahko pri mamici. To pogojevanje se ne sme zgoditi. Ampak sin mora ponotraniti ta jedro nadjaza, da je mamica od očeta. Da mamica je od očeta in je očetova žena bolj njegova žena kot moja mamica. In pa se skesano umakne. In v tej stiski ima prehodni objekt, medved, jaz sem imel punčko. Sestrica pri 6 letih prišla, ne, bila dojenčica, ki se je rodila, nisem nič nikoli z njo imel nič, ne, ker ni bila interesantna. Sem si pa punčke želel, sestrice. Pa tale je pa 2 let stara in ta mala pa navdušena vidi tistega mezinčka. On pa tam pusti, da mu ga malo šeta, pa se mu še mogoče pa po koncu postavi. Una navdušeno gleda, ne ve, zakaj se gre. Nima veze. Če se to intenzivno deklici dogaja, bo imel veliko vezo pri nekih spolnih preferencah, ki se bojo rodile v puberteti oziroma v odraslosti. Toliko intenzivno se pa s tem lunčkom ne sme igrati. Ker bi znala biti zdaj ali obsedena s tem, da ga nima, ali pa brez tega lulčka v obliki penisa erektiranega živeti ne mogla. Če ga bo prehiter deležna, če bo preveč fascinirana. Deklica fascinirana. Fascinare pomeni vzreti moški spolni organ. Erektiran v latinščini, to pomeni v originalu, ne. In če je deklica preveč intenzivno, preveč libidinalno investirana z erektiranim lulčkom, videnem pri bratu, Bog ne daj pri očetu, potem je to vikl vakl, se reče, ne. Ne veš točno, kam bo to šlo, ampak investicija dekličine pozornosti, ustvarjanje miselnega odtisa ne sme biti preveč intenzivna. Naključna golota, ja, ne pa skupno toširanje pa igranje z bratovim lulčkom, tako na samem. Ker tam un pa da še uno glavco pokaže, ne, koščco dol, pa se pa tam una dotakne, on pa skoč, pa da reče, dej še. Pa še kaj, zdaj, to, da ne bom zdaj govoril, ko brate pa sestre lahko delajo med sabo v kontekstu oralnih praks, ne toliko mejhni. Zdaj vam povem, ne, poznam zgodbo. Zgodbo, ko mu je osnovnošolska deklica svojemu srednješolskemu bratu vsak dan mogla zjutraj pofafati, prednji je šel tam malo v šolo, srednjo šolo. Ona je bila pa tam, ko pa vem, 5. razred. Ja, spoštovani, te zgodbe imam jaz, psihiatri nimajo tega. Zato nič ne vejo, razen katera tableta za katero sinapso prime. Psihologi tudi nič ne vejo o tem. Psihoanaliza je veda o seksualnosti in veda o infantilni seksualnosti, ki se v odraslosti vrne. In odraslo seksualnost moramo razumeti v kontekstu infantilne seksualnosti. In jaz se bolj trudim, da tole razlagam. Anatomija genitalij samodejno zaznamuje anatomija genitalij, ki je radikalno različna glede na spol. In spola sta radikalno različna. Nista enaka, ne morete nikoli biti enaka, ker anatomija genitalij potem zaznamuje še simbolne procese. In potem prihaja do simbolnih disonanc, ko ženske hočejo nekaj početi, kar je simbolno gledano moško početje. Vožnja Boeinga. Včeraj smo bili na letališču, ni bil Boeing, ampak je bil avion, moški bil pilot. Če bi bila pilotka, bi bila lezbika. Zaradi zavidanja penisa. To je pa spolni stereotip. Ni, anatomija genitalij to diktira. Dolge stoječe, Nika Prevc, ne se hecat. Domen Peter Pacene ima najdaljše stoječe. Če ga ima ženska najdaljšega stoječega, se ji malo noter pokvar. Simbolna disonanca se tem reče. In zdaj, ko sem jaz šovinist, ali sem tist sev, ki prinaša slabo novico feministkam, LGBT-jevcem, transom. Ne se hecat, jaz sem znanje, ki ga dajem vam v konzumacijo. Take it or leave it. Sem povedati pa moram. Se pravi, sin se ne sme na preveč erotičen način dotikati svoje sestrice.
ker njej se lahko mal misli zavozlajo, pobezlajo, hiperinvestirajo in pol ima probleme lahko. Ampak bom rekel, dveletna deklica nič ne veš, a ne. Tole mišljenje, anatomija genitalije je domena tretjega, četrtega, petega, šestega leta starosti. Ojdipalne falične faze, faze kastracije. Ker tale punčka je v analni fazi, zdaj misli, kako bo drekec dala mamici v kahlico. In pa bo že tuhtala, ne? Kakanje pri deklice ima simbolno strukturo tudi potem, ko vejo, da deklice pa ženske imajo torej, sposobnost rojevanja otrok, ne? Pa ko drekec gre ven z ritke, ona misli, da dojenčka rojeva. Je rekel Freud, ne samo Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Karin Horney, pa tako naprej. Helen Deutsch, ta, ki je o golu povedala, da gol ni gol, malo namigla. Gol je simbol vagine, moški gole dajejo. Prva je bila ženska, Freudova učenka, ki je namignila, da gol ni gol. Gole, koše, lukne zamašimo moški. Pa tudi lezbijke imajo to afiniteto. Normalne ženske hoče navijačica biti. Mimo grede. Skratka, deček mora tabu in cesta suvereno ponotraniti tako, da se tudi neha zanimati za svojo sestrico. Tako suvereno mora biti poražen strani očeta. In tam tista erotika poljubljanja ne more zdaj tudi foter ljubčka sinu dati na usta. Čirkico tudi da, kam že ljubčka, na lička, na čelo, jo objame, jo te imam rad. Ne po usti ga se hecati s temi usti. Mladi starši, bodite pozorni, da ne bojo vaši otroci prehitro gledali porničev. Največja nočna mora je za mene kot poznavalca, da bojo skozi te pametne telefone, neke tablice, otroci začeli prehiter gledati pornografijo. To me je najbolj strah pri mojem vnuku. Ne? Tale moj tim že ve na to temo. Ne? Tako da bojo pozorni. Skratka, zdaj sem povedal, ne, da je problematičen ta sinček, ki mora biti pod kontrolo, bratranci, ki sploh nima tabu in cesta do te svoje sestrične. In v to smer bodite, spoštovani mladi starši, previdni pri svojih mehkih otrocih. Pa tudi pri manj starejših, pazite, da ne bojo gledali porničev, ker jim zacvre miselni odtis, fundament, ki je hiperinvestiran z hektolitri libida in to se ne sme zgoditi prehiter. Če bojo seksualni manjaki, pol, med pubertetom in po puberteti. Skratka, to je bilo to. Take it or leave it. Čao.